Splošna bolnišnica Jesenice je bila žrtev spletne goljufije, v kateri je bila oškodovana za skoraj 150 tisoč evrov. Goljufi so se v elektronski komunikaciji izdajali za pogodbenega partnerja, ki v bolnišnici opravlja čiščenje. Bolnišnico so pretentali, da je prišlo do spremembe transakcijskega računa. Čeprav naj bi se nakazilo zgodilo že v juniju, naj bi ga v bolnišnici odkrili šele pred dnevi, ko so želeli neuspešno plačati nov obrok čiščenja. S primerom se zdaj ukvarjata policija in Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SICERT, kjer pravijo, da v zadnjem času opažajo povečano število podobnih poizkusov prevar. Marko Gregorc. Dobrih 147 tisoč evrov je izgubila jeseniška bolnišnica, potem ko so junija denar za čiščenje nakazali na napačen transakcijski račun. Napako so ugotovili šele pred dnevi, ko je bilo nakazilo novega obroka storitve zavrnjeno. Bolnišnica zadevo komentira skopo in le pisno. Po sedaj znanih podatkih se je v našem primeru neznana oseba predstavljala za enega od naših pogodbenih izvajalcev storitev ter nam posredovala nov transakcijski račun. Goljufijo so prijavili policiji. Smo bili 6. avgusta 2025 obveščeni o spletni goljufiji v eni izmed zdravstvenih ustanov, kjer je z dejanjem nastala velika premoženjska škoda. Zadevi poteka intenzivno zbiranje obvestil in dokazov. V bolnišnici so se obrnili tudi na SICERT, kjer primera ne smejo neposredno komentirati, a na splošno opozarjajo. Ja, beležimo v bistvu kar večje število prijav takih uspešnih goljufij, tako da mislim, da je do zdaj znesek narasel že na $500 000 oškodovan v letošnjem letu. In čeprav se naivna napaka bolnišnice, ki je nasedla na goljufijo, zdi lahkomiselna, Božič opozarja na profesionalen in pretkan pristop goljufov. Gre za profesionalne goljufije, ozadje niso neki posamezniki, ki se jim slučajno posrečilo, zadaj je organiziran kriminal. Podjetja in zavodi, pa tudi posamezniki, moramo biti zato pri nakazovanju denarja previdni. Ker storilci vdrejo v poštni predal enega od partnerjev, sprav na eni ali drugi strani, in v bistvu spremljajo komunikacijo in vstopijo v njo pod pretvezo poslovnega partnerja tik pred zdajci, se pravi tik pred nakazilom denarja. K previdnosti poslovne subjekte poziva tudi policija. In svetujemo uvedbo notranjih protokolov za preverjanje in potrjevanje plačil, omejitev informacij objavljenih na spletnih straneh, ter redno nadgradnjo in posodobitev tehnične varnosti. In kaj se bo zgodilo z denarjem, ki ga je na napačen račun nakazala bolnišnica? Pa odvisno od tega, kakšne možnosti jim ponuja banka. Kdaj se lahko transakcije ustavijo pod kakšnimi pogoji. Glede na to, da je bilo nakazilo izvedeno že v juniju, je povrnitev nakazanega zneska le malo verjetna.